Ja, hvala lepa. Zdaj po tako lepi napovedi, tako lepi pesmi prej, tako lepo zapeti tudi in po tem aplauzu mi skoraj ni treba govoriti. Verjamem tudi, da bi vsi radi videli, da je govor kratek. Tukaj za mano vidite pripravljene mize, verjetno bo kaj gor. Dogodek je lepo pripravljen. Hvala predsedniku regije, predsedniku občinskih odborov, ki ste se zelo potrudili. Ta kulturni program, ki smo mu bili zdaj priča in ki verjetno ni še čist končan, je kulturni program na visokem umetniškem nivoju, pa lepo vsem izvajalcem. Mislim, da Cankarjev dom nima odra, kjer ne bi mogli nastopiti, pa še kakva velika hiša, tako da res izjemen umetniški užitek. Slovenci smo, je to, da je bilo rečeno na začetku, da obhajamo oziroma da se ob tej priložnosti spominjamo tudi 25. obletnice samostojne slovenske države. Ne rečem, da smo Slovenci tudi v teh 25 letih na mnogih področjih zelo napredovali. Eno teh področji sta slovenska umetnost in kultura. Tukaj imamo vrhunske slovenske športnike z čudovitimi dosežki v teh 25 letih. Nekaj izjemnih slovenskih gospodarstvenikov, ki so se v tem času prebili v svetovni vrh po kvaliteti svojih izdelkov. Mnoge druge. Najbolj bi delali krivico, če ne bi omenili številnih slovenskih vinogradnikov. Nekaj let nazaj sem bil na neki svečani priložnosti v New Yorku v eni najboljših restauracij, na lestvici 10 najboljših vin, seveda tudi slovenska vina, dveh slovenskih vinogradnikov, tako da ni možno reči, da glede na to, da z marsičem danes v Sloveniji nismo zadovoljni. Po teh 25 letih, odkar imamo svojo državo, ni bilo nič narejeno in da ni bilo nobenega napredka. Marsikje je bil in Slovenci smo sposobni motive za delo, za napredek, tudi motive za sjajne dosežke, tudi umetniške, kulturne, črpati povsod tudi iz vsakdanjega življenja. Prej je Kvintet Trobir lepo zaigral najbolj znano slovensko skladbo Golico. Nekaj mesecev pred smrtjo so bila z gospodom Tonetom Krkovičem na obisku pri Slavku Avseniku, ki je avtor te pesmi, in je dejal: vsi me sprašuje, ker sem dobil navdih za Golico. Prihajajo tujci, Nemci, Avstrijci tukaj v tisti Avsenikov muzej, me sprašuje, ker sem dobil ta navdih, ali v gorah, ali na morju, kje. Ja, veste pravi, jaz sem to dobil, ta navdih dobil ob statvah v tovarni. Po vojni je bil delavec v tekstilni tovarni, dežuruje ob statvah in ritem statov je prevedel v pesem, ki je danes ena najbolj znanih skladb, ne samo pri nas, ampak tudi marsikje drugo. Nekje sem bral, da je to skladba, ki je največkrat naložena za zvok na mobilnih telefonih. Torej, Slovenci smo narod sjajnih dosežkov. Imamo krasno domovino. Cankar se ni motil, ko je zapisal, da je to raj pod Triglavom. Da je tudi največji svetovni državniki, ki so bili pri nas, tudi če so bili zelo kratek čas, so dobili ta vtis. In so nam potem delali po svetu reklamo. Edini naš problem je, da s tem koščkom raja ne znamo dobro upravljati. Ali pa da ne znamo tega dobrega, kar je v nas in našem narodu vedno ali pa pogosto ne prevesti tudi v dobro upravljanje. Od dobrega upravljanja pa seveda veliko odvisno. Julija letos sem bil v Clevelandu, ker je mnogo naših rojakov. Potem vsi poznamo Cleveland, pred 100 leti je bilo to največje slovensko mesto.
največ Slovencev je živelo, glede na, če gledamo po mestih, takrat tam, nažalost zaradi izseljenstva. No, ampak Cleveland ima tudi znamenito bolnišnico ustanovo, Clevelandsko kliniko, ki je druga najboljša zdravstvena ustanova na svetu. Ima več kot 120,000 zaposlenih, samo na enem mestu v Clevelandu okrog 40,000 in na glavnem hodu je izpisana dobrodošlica v nekaj jezikih, med njimi tudi v slovenskem, ker tam dela veliko Slovencev. Ampak tisto, kar vam hočem povedati, je to, da nam je direktor te ustanove predstavil njihov moto njihovega uspeha. Naslov te predstavitve je eden. Že s tem hoče povedati, da je vsak posameznik ključ do uspeha. Vsak posameznik. Dejal je, gledajte, jaz sem direktor tukaj 23 let. Pred enim mesecem sem podpisal 23. individualno pogodbo. Vsako leto je podpišem znova. Zaposlen sem samo za eno leto, samo za eno leto naprej mi garantirajo, da bojo to pogodbo. Ampak vsi, ki so dobri, to pogodbo seveda dobijo. In to, da je človek najpomembnejši, da je en človek najpomembnejši, je politika, ki jo skušamo peljati od vratarja, ki sprejema paciente ali pa stranke, do pacienta, do zdravnika, do medicinske sestre, do vseh zaposlenih in v vsakemu skušamo najti najboljše. Zato smo uspešni. Če bi Slovenci imeli takšno politiko pri upravljanju države, ne bi že 25 let govorili o tretji razvojni osi, vi bi se tukaj še vedno vozili med Novim mestom pa Belo krajino po isti cesti, kot je bila takrat. In na kateri je 27. junija 1991 dejansko počel prvi strel, ko smo branili kome razglašeno samostojno državo. Še posebej ni nobenega razloga za to, da bi še vedno imeli takšne ceste, kot smo imeli pred 25 leti ali pa marsikje še slabše, da bi se še vedno spopadali z osnovnimi vprašanji investicij na slovenskih železnicah. Vsa čast slovenskim železničarjem, ampak se je med Ljubljano in Mariborom se pred 100 leti v času Avstro-Ogrske pošlo približno v istem času. Kajti v infrastrukturo, v neke ključne hrbtenice, ki so predpogoj za infrastrukturne hrbtenice, ki so predpogoj za uspešen razvoj, pa tudi za normalno življenje vseh nas, se enostavno ne vlaga. Kljub temu, da smo se v tem času enormno zadolžili. Leta 2008, ko smo končevali mandat naše vlade, je bila Slovenija zadolžena za manj kot 8 milijard evrov. Bili smo druga najmanj zadolžena država v evroobmočju za Luksemburgom in rezerve so bile ogromne. Potem pa je šlo navzdol, prišli so novi obrazi, najemali so kredite, danes je naš dolg 32 milijard in za teh 24 milijard se ni nič zgradilo. Nismo modernizirali železnice, če bi dali 10 milijard za modernizacijo slovenskih železnic, gledajte, bi se lahko danes potovalo z vlaki čez Slovenijo, tako kot se potuje med Bruslem pa Parizom. Mnogo milijonov delovnih ur bi prihranili, če bi investirali v tretjo razvojno os, tretja razvojno os, v četrto razvojno os, ki so vse prometne komunikacije, ki jih potrebuje Slovenija z izjemo pač Ljubljane in ožjega centra. Potem bi danes vsak dan na 100.000 ljudi imelo vsaj 1 uro več časa za družino, za šolanje, za karkoli. Zdaj pa ta čas zgubljamo v gnečah, v prometnih konicah, zgubljamo življenje v nesrečah na teh, bom rekel, nevarnih odsekih in tako naprej. To takšno upravljanje pa slabo upravljanje z
država z našim skupnim premoženjem, za tem, kar skupaj izberemo, ni brez posledic. Ni brez posledic, čeprav, kot je prej rekel Albert, propaganda skuša dopovedati, da je belo-črno in obratno. Recimo, ko smo mi v našem mandatu povečali blaginjo v Sloveniji približno za četrtino v 4 letih, za toliko so realno plače takrat zrasle in pokojnine so se usklajevale s plačami, tudi pokojnine šlo takrat navzgor. Ni bilo teh far zdaj, ko se pokojnine dvignejo za 0,5%, in potem to Desus razglaša za silni uspeh, pa ni celih 2 celo. Takrat so bili realni rezultati, nihče jih ni priznal, nam uspeh ni bil dovoljen. Razglašali so nas za drugorazredne in pač, če nisi prvorazreden, tudi spet nasmeš. No, za ta kriminal, ko se je tudi na prihodne rodove, ne samo na naša pleča, naložil ogromen javni dolg, ogromne milijarde, po tega praktično ni nič, ker se je to sprot pojedlo zaradi drage administracije, zaradi slabega upravljanja, zaradi privilegijev, ki se plačujejo. Recimo v 60 letih je slovenski človek dal za razne borčevske pokojnine in za ostale privilegije na milijarde evrov. Danes to dobivajo ljudje, ki so bili rojeni po drugi svetovni vojni, še vedno. In ob takšnem trošenju, ob takšni, tudi nepravični porabi, potem zmanjka denarja za tisto, kar je nujno potrebno. Tudi za neko osnovno vlaganje, ki bi prinesla boljše življenje, boljšo kvaliteto življenja in tudi boljše pogoje za razvoj. Sedaj to treba spremeniti, to mi vemo. In delno smo tudi sami krivi, da je stanje takšno, ker smo preveč potrpežljivi. Nekaj mesecev nazaj je vlada Republike Slovenije podpisala sporazum z mestno občino Ljubljana. Ljubljana je naše glavno mesto, zasluži si, posebno pozornost. Vsi smo veseli, če kdo pohvali našo prestolnico. Vendar, kvaliteta življenja v Ljubljani je tam na 120% točkah evropskega povprečja. No in vlada je Ljubljani dala še programe za 300 milijonov evrov dodatnih sredstev. Zdaj, če bi z enakimi vatli obravnavali tudi druge, tudi Belo krajino, pa Novo mesto, pa Posavje, pa Prekmurje in tako naprej, rekli v redu. Začeli so pri Ljubljani najbližje, zdaj pa gleda naprej. Ampak, ste ki vidite milijone za Belo krajino? Ne, vam so dali, azilni center. To je zdaj nagrada. Vidite te milijone za Maribor, s čem smo bili v Mariboru in smo te razpravljali. Nikjer ni teh programov. Ampak, gledajte, tudi nobenega upora ni bilo proti temu. Ljubljana je ena občina, ena mestna občina, velika občina, največja občina, ampak je to 12% Slovenije, nič več. Imamo pa še 211 drugih občin in županov. Ni nobenega protesta posebnega, vsi so nekako čakali, da bo to mogoče, vse mogoče ne bodo dobili, pa bo kakšna drobtinca tudi za nas, ali pa enostavno so niso upali. Če bi recimo v našem mandatu dali eni občini 100 ali pa 200 milijonov, pa nobenemu drugemu, pa se bi bilo vstaja naslednji dan. Mediji bi zbobnali skup ljudi, jih naščuvali in letele bi granitne kocke in bi se vse prašilo. In pa to kar prenašamo in seveda, ker so to prenašali, so to tudi dogajali. Tako da, kot je rekel naš dobri prijatelj Tone Kuntner, je čas za potrpežljivost, je čas za žalost, je čas za obžalovanje, ampak je tudi čas za jezo. Čas je treba razjeziti nad takšnimi stvarmi in se postaviti na noge in rekel vsa čast vam Črnomlju in Beli krajini, ki ste se razjezili pred dnevi in ste rekli ne, tako da se ne bo ravnalo z nami. Bravo!
Slovenski demokratski stranki od samega nastanka, tudi v zelo resnih časih, nismo nikoli zagovarjali kakšnih koli drugih metod kot demokratičnih, kot volitev, ki so tisto sredstvo, da se stvari spremenijo. Vendar smo se upali tudi protestirati, tudi na ulicah in na trgih, ker je to pač tudi demokratična metoda, dovoljena v demokraciji in demokratičnih državah, in protestirati in povzdigniti svoj glas takrat, ko stvari niso šle naprej. In mislim, da bo potrebno v prihodnjih mesecih biti nekoliko bolj odločen in pogumen, in jaz mislim, da se Slovenija prebudila. Stvari so šle predaleč, načujejo se z nas o človekovih pravicah, predavajo tisti, ki so jih najbolj kršili, o demokraciji govorijo tisti, ki so vladali v socializmu pred vsakršnih volitev, o gospodarstvu nas televizijskih ekranov učijo tisti, ki so bili še nikoli nobeni tovarni, ampak so celo življenje strošek proračuna, o pravičnosti govorijo ljudje iz tako imenovane civilne družbe, ki ni civilna družba, ker je plačana od vlade, in gre enostavno za to, da so prisesani na neko korito. In to morajo morate vzdrževati vsi tisti, ki imate zaradi tega nižje plače, nižje pokojnine in ki plačujete ali pa plačujemo prevelike denarje za položnice in za stale stroške. Kot je bilo prej rečeno, volitve so tisti inštrument, ki stvari spremenijo. Naš glas, tudi če govorimo o najbolj logičnih, najbolj razumljivih, najbolj osnovnih stvareh, ni slišen tako, kot je slišen glas tistih, ki je v Državnem zboru berejo naprej napisane tekste. In nič ne povedo. Zato se treba potruditi, da bo naše sporočilo vendarle prišlo do več ljudi, kot je bilo to doslej. In to je naša naloga. Ni druge, kot da mi, ki vemo, zakaj gre, stvari razlagamo naokrog, povemo ljudem, kaj je druga plat tega, kar slišijo zvečer z televizijskih ekranov ali pa berejo v časopisih, če jih sploh še kdo bere, na spletnih straneh. In od tega, koliko ljudi bomo nagovorili do naslednjih volitev, koliko ljudi bomo prepričali, da gredo sploh voliti, ker vsak drugi Slovenec ne voli, da to je en od temeljnih problemov, ki ga imamo. Od tega bo odvisno, kdaj bo v Sloveniji drugače. Tega ni možno pričakovati, v tem smislu, da bo to kar padlo z neba. Pač ne bo. Poleg tega, da smo Slovenci pridni, delovni, marljivi, smo tudi izjemno potrpežljivi in velikokrat se tudi zanašamo, da bo nekdo drug nekaj naredil ali pa da bo kar prišlo samo od sebe. Ne, stvari je treba vzeti v svojo roko. Vse se začne pri enem. Vi ste tisti, ki lahko stvari spremenite. In ko na koncu seštejemo te napore, ki jih vsak posameznik vloži v to, da so stvari ljudem v njegovi okolici bolj jasne in prepriča enega, dva, tri, štiri, pet, da vseeno gredo na volitve, čeprav so že izgubili upanje. Od tega seštevka je pol odvisno, ali je Slovenija lahko drugačna ali pa kot to močvirje, kar še nekaj časa traja. Stvari se obračajo ali pa se spreminjajo tudi okrog nas. Evropa danes ni več takšna, kot je bila leta 2008, ko smo jo tudi mi vodili, ko so bila to zlata leta.
te evropske družine. Prvič se je zgodilo letos, da neka država zapušča Evropsko unijo in to nekaterakoli država, ki predstavlja 20% evropskega gospodarstva, ki je najmočnejša vojaška sila starega kontinenta in ki ima enega najmočnejših finančnih centrov na svetu, globalno. In Evropa bo drugačna pod tako imenovanem Brexitu. In še marsikaj se bo zgodilo na naslednjih 2 letih in veliko teh sprememb ne bo takšnih, kot bi si jih želeli. Tudi zaradi tega je pač skrajni čas, da Slovenci stopimo skupaj, da se zavemo, da naša specifična teža, glede na to, da nas je 2 milijona, pa še pol milijona naših vojakov po svetu, ni takšna, da bi lahko odločilno vplivali na razvoj stvari na kontinentu ali sploh globalno, da ne glede na to, kaj se bo dogajalo, verjetno posledice teh dogajanj za neko Nemčijo ali pa Francijo, pa tudi Veliko Britanijo ne bodo ravno drastične, za nas pa lahko so, pa tudi še za kakšne druge manjše narode v Evropi. In pač to je čas nekega znanega pritiska, ki terja od nas, da strnemo vrste, da se začnemo pogovarjati o stvareh, ki so pomembne, da se volilne kampanje ne potrošijo za afere, da se ne zlorablja pravna država za to, da se eliminira političnega nasprotnika in se o tem hvali z velikim rezultatom na volitvah. Skratka, čas je za streznitev. Ta streznitev ne bo prišla samo od sebe. Ne bodo te streznitve prinesle te spremenjene okoliščine, ker takrat, ko jih bodo ljudje zagledali, bodo že tukaj, bo prepozno, da se na to pripravimo. Samo mi, ki vemo, kam stvari gredo, lahko s tem, da se potrudimo in jih razlagamo tudi svoji okolici, to naredimo. Zato vas vabim, da smo še naprej aktivni. Vsi, ki ste prišli danes na to srečanje, bom rekel, ste del tistega najbolj aktivnega jedra Slovenske demokratske stranke. Hvala vam za to. Če te vaše in naše skupne aktivnosti danes ne bi bilo, bi bile stvari v Sloveniji tudi mnogo slabše. Ne mislim, da ne morajo biti slabše. Veliko stvari smo, veliko zadev, ki bi šle, bom rekel, še hitreje nazaj. V preteklost smo z našo aktivnostjo v tem času preprečili. Veliko tega, kar je še danes ostalo od ugleda Slovenije v svetu, je tudi naša zasluga in zavedati se bomo tudi svoje moči in odgovornosti, ki iz tega izhaja. Predvsem po odgovornosti, da je predvsem na nas, da dosežemo te spremembe. Ko bom rekel, predvsem na vas je ta odgovornost. Vse se začne pri enem, zapomnimo si to. Mi tukaj smo, rekel, en del velike družine, veselimo se, družimo se, povemo si tudi resne stvari, ampak ta množica tukaj, mi smo seštevek mnogih posameznikov in vsaka aktivnost se zgodi pri tem, da nekdo nekaj naredi. Gospa Martina zapoje tukaj himno, ali tako drugo pesem, da poslušamo in se zamislimo ob tem, kar hoče povedati odlomek iz opere Krst pri Savici, ob tem, da razmišljamo, kako bi določene stvari spremenili in se ne vdajamo neki apatiji, češ nič se ne da narediti. Nič se ne da narediti. Veliko se da narediti in vse se začne pri enem človeku. Naj bo to dovolj. Malo daljši sem bil, ker sem videl, da ste poslušali. Če se bolj prestopam, če se bolj prestopali in bili bolj veseli, ko so ti dve deklici tukaj, da bi prej končal.
Tako pa še enkrat hvala vsem, ki ste prišli, hvala regiji, občinskim odborom, ki ste to organizirali, hvala vsem nastopajočim, že doslej je bilo to, rekel, prijetno druženje, verjamem, da takšno tudi v nadaljevanju, torej lep večer vsem še naprej, hvala lepa.